Tokrat občinskem informatorju. V Gorišnici sestanek na temo poplav. V Lovrencu na Pohorju priredili dobrodelno golažijado. O prazniku Marijinega vnebovzetja v Vuzenici pozvali k solidarnosti. V Svetem Andražu odpravljajo posledice ujme. Zabavne kmečke igre v Desterniku poskrbele za velike izzive. Miha Šmigoc na zaključku UFEM-a pripravil spektakularen nastop. Lepo pozdravljeni. Minuli petek je Janko Ramfl na pobudo oškodovancev v Vaški dvorani Muretinci občine Gorišnica sklical sestanek na temo poplave dolvodno od jezu Markovci do Hrvaške, sanacijo struge in pa protiplavni nasipi. Na podrobnosti pa si oglejte v prispevku. Pravijo, da nimajo zagotovljene poplavne varnosti. Naslednje leto pa se planira iz strani Dravskih elektrarn Maribor sanacija kanala Formin. Domačini menijo, da so tako še v večji nevarnosti. A to na podjetju zavračajo. Pri tako visokih vodah je to zanemarljiv delež zraven, pri tistih normalnih pretokih reke Drave pa to ne bi smelo predstavljati. Pa zato smo v Dravskih elektrarnah ta projekt že dosti naprej najavili, da se lahko potegnejo vsi ukrepi, da ne bi prišlo do dodatnega oškodovanja občanov in občank tu ob reki Drave pod jezom Markovce. Oškodovanci po zadnjih poplavah v Gorišnici so se obrnili na Janka Ramfla. Sprva je bil skeptičen, če naj kaj stori, a vem, da če on ne bo nihče drug prisluhnil ljudem. Zakaj pa ta sestanek danes? Vročuje, ne? In zato jaz sem tudi povabil direkcijo za vode in VGP, vsi so bili povabljeni. Vem, stanje v državi je enormno. Mi smo, lahko rečem, z obližom odnesli, če glih imam tudi kočo poplavljeno, celo klet sem imel pod vodo. Ampak zakaj? Če ne bomo začeli pritiska delati, kot sem večkrat omenil, na državne institucije, pa če ne bo lokalna skupnost na naši strani. Danes ste slišali neke meni nevšečne izjave, ampak od 12. leta delam to. In česa se bojijo? Neposlušnosti države. Neposlušnosti države, ker koliko sem zdaj v medijih zasledil, moram reči, da v medijih sem zasledil, da reka Drava ni v poplavnem območju proračuna države Slovenije. Jaz pravim, naša država je izgubila status države, ko to slišim. 300 milijonov evrov je bilo škode 2012 zaradi poplav. Pol 65. so bile poplave, 98. so bile poplave, 65. so bile verjetno v takih količinah kot danes, ali pa mogoče kakih 300 kubikov več. 98. tudi bilo 2000 kubikov, mi nismo poplavljali tu, ampak je bila razlitina. Kaj se najbolj boli, tako kaj ste me vprašali, neposlušnost tistih ljudi, ki v pisarni sedijo na laptopih in nas vodijo kam, pa ne vem. Na Dravskih elektrarnah Maribor se zavedajo, da je območje problematično. Tumpej nam zaupa, kaj meni, da so rešitve. Zdaj nekateri ukrepi, posebej nasipi, ki so bili tudi iz strani Zavoda za varstvo narave, mislimo, da so to eni ukrepi, ki so lahko zelo naglo izvršeni, ker se tukaj ne potrebuje toliko, bi rekel, raznih soglasij, ker vemo, sama struga je v Naturi 2000, ki pač ima neke svoje postopke, da se nekatere stvari lahko tam uvedejo. Tudi sam menim, da samo poglabljanje struge ne bi rešilo problema, rešilo bi ga pri malih pretokih. Zopet, ko pridemo na takšen konkreten pretok, imamo potem bi rekel, mrtev del struge, ki ne sodeluje, in bi se zopet pojavilo do poplavljanja. Janko Ramfl, ki je sklical sestanek, meni, da bi lahko črpali ideje iz tujine. Zaupa nam, kje on vidi rešitve. Na drugi strani meje v Avstriji, v Lavemündu, so gramoznice tako velike, da niti en kamen ne priteče v Slovenijo. Na Hrvaškem spet gramoznice tako velike, da imajo možnost oni prodajati nam gramoz. Ni nujno, da spraznimo strugo reke Drave. Ampak, če si pogledamo vodotoke, kako ona teče, bi bilo potrebno urediti. In to pomeni mogoče je 1 meter proda gor preveč, ostalo ga zravnati. Medtem pa je župan občine Gorišnica menil, da je za to vrsten sestanek celo prehitro. Na sestanku se je nekajkrat tudi zaiskrilo med udeleženci. Jaz delujem v sistemu, da
ko je vroče, se ni najbolj pametno pogovarjati, ne. Malo je pametno razmisliti, pa pol sklicati zadeve, pa pol odreagirati, pa se pogovarjati, ne vem. Nezadovoljstvo z oblastjo, tako lokalno kot državno, so nekajkrat izrazili domačini, predvsem tisti, ki živijo ob reki Dravi in imajo poplavljene domove ali pa kmetijske površine. Praznik Marijinega vnebovzetja so minuli torek obeležili v Marijini cerkvi v Puščavi. Popoldan pa je v Lovrencu na Pohorju potekal v znamenju tekmovanja v kuhi golaža, ki je tokrat imela tudi dobrodelno noto. Najbolje se je odrezala ekipa Runkli pod vodstvom Beti Podlesnik, drugo mesto so osvojili v ekipi Nevenka Strnad, Srce za Koroško in tretje mesto ekipa Igrala Majči pod vodstvom Sama Grošovnika. V Lovrencu na Pohorju se je odvilo tekmovanje v kuhanju golaža. Golažijada je tokrat potekala v idiličnem ambientu Tajh placa Koder. Smo rekli, da malo razbijemo rutino, ki je bila več let na lovski koči, pa da sprobamo. Vidimo, kakva je energija. Zaenkrat je super, imamo 5 prijavljenih ekip, 5 različnih vrst golaža, tako da se veselimo okušanja. Ob tem poudari. Glavna sestavina golaža je ljubezen. Trud, tisto pa so pol začimbe, čebula, meso, vsak ima svojo tehniko, vsak ima svojo skrivnost, tako da lahko pričakujemo res dobre okuse pa različne tehnike. Vsak je bil prepričan v svoj golaž, da je tisti najboljši, a bili so precej skrivnostni. Ekipa, ki se je prijavila, ker imamo skrivnostni recept, pa bi radi vsem Lovrenčanom pokazali, kaj je nekaj najboljšega. Ampak recepta ne bomo izdali, ker isto kot Coca-Cola ali pa Pepsi ne izdajo recepta, ne? Gospod Jože, vsem z dolžnim spoštovanjem, ne? Ta tradicija ostane med nami. Zakaj je naš najboljši? Zaradi tega, ker je naravn. Brez dodatkov, brez, se pravi, sestavine. Tiste, ki zrastejo doma na domačem vrtu, ki jih lahko naberemo z svojo roko. In s tem to mislim, da bo dalo tisto kanček tega, kaj bi lahko bilo vrh vsega. Poudarili so, da je ključno druženje. Smeha ni manjkalo. Jaz si vzamem čas. Ne na hitro, čebula rabi svoj čas, meso rabi svoj čas, vse, da se lepo začimbe sprostijo, jaz ga pokrivam, da ne izhlapejo, da ne začimbe grejo v zrak, da ostanejo v samem golažu, v sami omaki. Druga ekipa. Drugi del. To je pa druga ekipa. Ja, drugi del. Mi smo nekaj učili, ne? Predvsem pa je dogodek potekal v duhu dobrodelnosti. S Srcem za Koroško so zbirali sredstva za pomoč prizadetim v ujmi. Srcem za Koroško, zato smo se tudi za to odločili. Med drugim tudi za druženje in vse ostalo spada zraven, ampak glavna motivacija nam je Srcem za Koroško. Se pomaga tistim, ki pač niso v tem zadnjem času imeli neke sreče, oziroma da z neko dobrodelnostjo svojim časom pač posvetimo oziroma namenimo kak evro, 2 tistim, ki jim pač ni bilo prizaneseno v zadnjem cajtu. Tako da to bi bilo tudi zaenkrat tisti glavni povod za današnje druženje. Kristjani pa so na ta dan obeležili tudi Marijino vnebovzetje. Romarji so se udeležili mašne daritve. Že tradicionalno pa so romarje pričakali tudi lokalni ponudniki in zanje pripravili pester izbor domačih in lokalno pridelanih izdelkov. No, enega izmed največjih krščanskih praznikov, Marijino vnebovzetje, pa so obeležili tudi v Vuzenici. Številni romarji so se podali k cerkvi Marije Device na Kamnu v Vuzenici in tam tudi proslavili ta dan. Več pa v prispevku. Vuzenica je letos praznovala občinski praznik in enega izmed največjih krščanskih praznikov, Marijino vnebovzetje, a letos povsem drugače. Tukaj na svetem kraju pri Devici Mariji na Kamnu se je bralo, po moji oceni, okrog 2000 ljudi, predvsem z prošnjo potem, da se takšna naravna nesreča ne ponovi. In danes zaključujemo praznovanje in kot smo slišali tudi od strani duhovnika, danes je čas za veselje. Veselje zaradi tega, kaj ti vedno razmišljaš, ali bi lahko bilo še huje. Številni romarji so se podali k cerkvi Marije Device na Kamnu v Vuzenici. Pri mašni daritvi so opomnili na posledice ujme in pozvali k solidarnosti. To je velik praznik za nas, ker praznujemo Marijo. Ta praznik mi zelo veliko pomeni.
sem presenečena na današnji obisk, kljub vsej nesreči, ki nas je doletela in ker je bila še lepa nedelja prej, sem res prijetno presenečena. Upam, da bo ostalo tako naprej in da nas bo Mati Marija varovala še naprej. Vsako leto se udeležimo te svete maše, tradicija. In to je naš najbližji romarski kraj. Se rado vsako leto odzovemo. Letos je pač malo drugače. Ja, ker ljubimo Marijo, ker Marija nas spremlja. Mi ne prihajamo samo obujmi, ampak vedno. To je vera. Oče vuzeniških dni, sicer zdravnik v Vuzenici, ki še vedno opravlja naloge na primarni zdravstveni ravni v kraju, je na ta dan praznoval svoj 80. rojstni dan. Občutki so pa seveda zelo mešani. Prejšnjo nedeljo smo imeli krizni sestanek in smo se žal morali odločiti, da iz psiholoških in logističnih razlogov dogajanja v letošnjih vuzeniških dni odpovemo. Seveda, vsem je bilo zelo težko. Društva, ki so se trudila in nekatere zadeve so le speljala, in se zahvaljujem za to. V župniji se zahvaljujem, da je speljala to lepo prireditev, to lepo mašo, vse to romanje. Poudari, da je pomembno, da so skupaj in si pomagajo. Dokler smo tu, dokler smo skupaj, letošnja vuzeniški dnevi so bili filatelisti in razstava je bila posvečena mostu na Dravi. In geslo je takole, gradimo mostove med ljudmi, dokler bomo gradili mostove, bo dobro. Sicer pa še vedno ostaja nekaj hiš v Vuzenici v nevarnosti zaradi plazov in čaka jih veliko dela pri saniranju posledic. Geomehaniki, geologi so na terenu pregledujejo številne plazove, ampak če bi se nadaljevalo deževje, bi morali izseliti izredno veliko stanovalcev tudi iz naše občine, tako pa se nekako plazovi, ki so grozili, ki so evidentirani, teh je prek 30, po naši oceni in pregledih sedaj bo jih še veliko več manjših plazov. Govorimo o velikih plazovih, ki imajo nad sabo tisoče kubikov gmote, lesa, mulja, naplavin in vse to bo potrebno sanirati. Čez vikend so se lahko nekatere družine vrnile domov, druge na ta trenutek nestrpno čakajo. V občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah pa odpravljajo posledice nedavne ujme, hkrati tudi posledice prejšnjih neviht. Pesnica je namreč poplavila polja, utrgalo se je tudi nekaj plazov, polomljenih je bilo tudi več dreves, ki so padla na ceste. Kmetijske površine v dolini občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah so bile v nedavni ujmi konkretno poplavljene. Pesnica se je po dolgem času ponovno na delih razlila, tako da je bila celo nova kolesarka poplavljena, tudi del cestišča in kar skoraj 2 dni je bila tudi zaprta cesta Sveti Andraž, Trnovska vas. Tako da ja, predvsem eno hišo smo imeli ogroženo, so se na svojo pes potem odločili in odšli prenočiti drugam. Tisto hišo smo tudi sicer zavarovali z temi protipoplavnimi vrečami, ni pa bila edina, tako da ja, to rundo smo v bistvu odnesli dokaj dobro, razen teh poplav, ki v bistvu cela Pesniška dolina je namočena od teh poljščin, v bistvu travnih ruž, jablan, v bistvu še danes, če pogledamo, še vedno vse stoji v vodi. Že prejšnje nevihte in vetrolomi pa so poškodovali drevesa tako ob cestah kot tudi v gozdovih. V bistvu kot neki viharji so prišli in v bistvu podirali vse pred sabo. Na našem dokaj majhnem območju občine, samo čez sama cestišča bilo okoli 100 dreves podrtih in že sam podatek, mogoče skozi celo leto, da so gasilci imeli kar 72 zabeleženih dogodkov že v letošnjem letu, kar je res en rekord, pove verjetno dovolj o sami obsežnosti vseh teh zadev, ki so se v zadnjih tednih dogajali na področju Slovenije. Voda, ki je drla z bregov na zemljišče in cesto, je imela neusmiljeno moč. Takega niti nismo pričakovali, tako da vse bodoče investicije bodo morale biti prilagojene temu, da se steka ogromne količine vode. Še kar nekaj dni po v bistvu tem neurju je se kar od nekod prehajala voda z teh bregov, tako da ja, to novo krožišče je bilo tudi v bistvu v parih sekundah zalito, sicer je voda potem otekla, ampak ko ti stoki, ki se potem izlivajo v te obrobne jarke in Pesnico, v bistvu dosežejo tisti nivo, potem pač voda zalije nazaj in v bistvu proti naravi smo tukaj dokaj nemočni. Nekaj so že sanirali, nekaj še morajo. Županja pravi, da jih čaka še veliko dela, s tem pa tudi povezani stroški sanacije.
Jaz upam, da bo tukaj država tudi priskočila pomoč, kljub temu, da v bistvu smo bili na terenu, tudi sama sem bila na terenu v drugih občinah na Črni. Tam je situacija katastrofalna, tako da, kot rečeno, mi smo lahko kar srečni, no? Ampak vseeno jaz brez same občina sama tega ne zmore, predvsem plazovi. Predvsem plazovi nas skrbijo, kajti plazov je ogromno in en takšen plaz, recimo kot je pri nas tukaj v samem centru oziroma v križišču v Drbetincih, to so enormni stroški in tega se občina in tudi verjetno sami občani ne morejo privoščiti. Skrbijo tudi zaradi pridelka, ki bo najverjetneje zaradi poplave in prejšnje toče popolnoma uničen. V sami Pesniški dolini, pa ko so nasadi sadovnjakov, visoko toliko časa voda stoji, je tudi potem sadika verjetno tudi uničena, tako da tudi koruza in vse ostale poljščine, ki so bile posajene, jaz mislim, da je to več ali manj, ne moramo pričakovati predelka z tega, in se je prepozno za ponovno setev, tako da škode bojo tudi na tem področju ogromne. Ocenjuje, da bo velikanska škoda, hkrati, ko že vnašajo po navodilih države v sistem za uradno ocenitev škode. So pa moram povedati, ljudje izjemno nezaupljivi, kajti imajo slabe izkušnje z preteklih let, ne vem, en gospod je zadnjič povedal, ne vem, od 5 hektarov zemljišča, pa potem dobiš za sušo v preteklih letih, ne vem, 70 evrov. Tako da ljudje so nezaupljivi, sploh sprašujejo, ali sploh naj prijavimo, mi jih spodbujamo k temu, da se prijavi, da pač neko upanje imamo, da bodo ljudje vseeno nekaj dobili. Vlada je obljubila 40% predfinanciranje, s čimer je županja zadovoljna. Ampak vseeno mi moramo oceniti, pripraviti neko določeno projektno dokumentacijo in nimamo še točnih informacij, v kakšnem obsegu oziroma na kakšen način se bo to vnaprej izplačalo. Jaz razumem, ne vem, če nekaj stane potem 100 000 evrov, da bomo naprej dobili po teh 40, da bomo še vseeno 60 000 zalagati za eno takšno majhno občino z milijonskim proračunom, kot je naša, je to ogromno. Prav zaradi tega jo tudi skrbi, kako bo njim in občanom zneslo urediti vse, imajo pa tudi geologe, ki so sicer pregledali plazove in ugotovili, da hiše niso ogrožene. V okviru kmečkega praznika v Destrniku pa je turistično društvo Destrnik ponovno poskrbelo za zabavne kmečke igre. Tekmovalci so tik pred začetkom izvedeli, kakšni izzivi jih čakajo. Finale pa je bilo prenašanje vode v Škornjih. Do cilja pa je bilo treba priti preko ovir. No, poglejte, kako je bil ta izziv za tekmujoče ekipe težak. 10 let že pripravljajo v Destrniku zabavne kmečke igre, na katere se prijavi več ekip. Nekaj smo našli na spletu, nekaj tako, ali pač neke ideje so padle in veseli nas, da je bilo letos ponovno 6 ekip in to je potem druženje, lahko rečem, da je bilo tudi društvo upokojencev, se pravi, ni zdaj neki pogoj mladi, ampak to je za vse, starejše, mlajše, da pridemo skupaj, se poveselimo, malo tekmujemo in se zaključi to tudi z lepimi nagradami. Letos je bila najboljša ekipa iz Društva vinogradnikov in sadjarjev Srednje Slovenske Gorice, ki je tudi v zadnji igri blestela. Pa za nas vinogradnika je v bistvu bila na kožo pisana, glede na to, da smo mogli prenašati tekočino. Sicer je bila voda, ker če bi imeli vino, bi še več prenesli. Katere so bile še druge discipline, pa kaj vam je bilo najbolj všeč? Pa v bistvu vsaka igra po svoje, ima neki svoj čar, zagotovo je zanimiva tista s koruzo, v kateri smo tudi bili vrhunske. Pa če bi trenirali, bi lahko bili še boljši, drugače pa tudi prevažali smo slamo na kankolah, potem tudi žagali smo, glavnem take prave kmečke igre. In za prvo mesto so si prislužili odojka. Ja, zagotovo upam, da bomo tudi povabili, ko bojo pojedli. Res pa je, da čeprav se igre nekoliko ponavljajo, ekipe vseeno ne vedo, kaj bo na aktualnem seznamu. Zdaj imamo že kar nekaj iger in vsako leto izberemo, tako sem dejal, igre, ki so že bile, ampak to je zmeraj presenečenje. Takrat, ko so tukaj, takrat se prebere, katera igra bo, pravila igre, imamo sodnika, ki to tudi spremlja in ravno v tem je tudi čar, da potem malo adrenalina. In ta adrenalin so potrebovali tudi pri prenašanju vode v Škornjih. Nekateri so se namreč odločili, da bodo hodili počasi, drugi pa so kar tekli. Ni fajn, je kar težko, tako da mora biti ženska močna, pa moški tudi. Ja. Ta ekipa se je so svojo vnemo zavihtela na drugo mesto. Pa so se kaj pripravljali na tekmovanje? Ne, nismo nič trenirali, najbolj všeč nam je bila ona za koruzo. Tu smo bili, kot da smo trenirali, ampak nismo. Letošnji izbor iger je bil sicer zanimiv in res velik izziv, hkrati pa tudi obrnjen na šalo. Glejte, prva igra je bila žaganje mi pravimo cug žago, hloda, tega več praktično ni, ampak to je nekoč bilo.
Potem smo bil prenos jabolk iz enega mesta na drugo mesto, dve osebi, par in nista se smela dotikati, ampak z čeli, ne. In tako naprej, pač, kot sem dejal, malo zabavno, pa tekmovalno. Kako bo drugo leto, bodo še videli. Zaenkrat pa lahko prve 3 ekipe še v miru uživajo v zmagoslavju, ne da bi razmišljali o taktiki na naslednjih igrah. Miha Šmigoc oziroma Main Nemek je ob koncu olimpijskega festivala Evropske mladine v Mariboru na odru navdušil zbrane s svojim nastopom. Nastop je pospremil celo ognjemet, ki, kot pravi Miha, je bil češnja na vrhu torte. Več pa v prispevku. Miha Šmigoc je mlad nadobudni DJ, ki je doživel čast, ko je nastopil na slavnostnem zaključku olimpijskega festivala Evropske mladine. Pot v glasbo ga je popeljala iz športa. Vse skupaj se je začelo v bistvu iz gimnastike. Ja, zato je tudi ta prireditev bila za ena taka sentimentalna, emocionalna, kako ne rečem, zgodba, ki sem v bistvu jaz pred 10 leti bil kot športnik na tej prireditvi. In zdaj, kot rečemo DJ oziroma nek performer, je to res čist neka druga zgodba, ki ni smisel, da se bo tako obrnil. No? In želja iz tega je šla, potem, ko sem zaključil za svojo športno kariero, sem nekako se iskal, vedel sem, da pač elektronska glasba, to mi je všeč, ampak v štartu nek hobi, pa v bistvu, če je želja in interes, mislim, da vse da obrniti v pravo smer. Tudi sam je pred leti nastopil kot športnik na olimpijskem festivalu Evropske mladine. Povprašamo ga, kako se razlikuje ta izkušnji. Kot športnik, valjda, ti vidiš neke te stvari, lepe, emocionalne, dogajanje, vse se okoli tebe dogaja. Kot performer pa v bistvu ti moraš za njih urediti, da se bojo oni v tistem momentu počutili na vrhu sveta. Ne? In ja, čist neka druga zadeva, ki nisem bil nikoli temu občutku priča. Ne? Priprave na zaključni nastop so bile naporne, kljub temu, da ima za sabo že kar nekaj festivalskih nastopov. Rečemo enih 2-3 mesece samih priprav z celotno ekipo, daleč od tega, da sem tu samo jaz. Zadaj 10 ljudi, ki je to dejansko pomagalo mi na vseh frontah, od samih kamer do visualsov, do lighta, tako da bi se res moral zahvaliti celi ekipi, da so pomagali, ker ne bi zmogel tega sam. Je pa to ena taka zadeva, kjer sem želel dati nekaj več. Sam sem bil navajen vedno nastopil na samih festivalih ali pa po klubih, ampak to je ena taka zgodba, kjer sem pač želel malo drugače zapeljati stvari, no in tudi jaz mislim, da sem. Občutki so taki, tudi odzivi so taki, tako da jaz mislim, da sem res izpeljal nekaj drugačnega, kaj ljudje niso pričakovali. No. In res, poskrbel je tudi za prav posebno piko na i. Da nismo vedeli, kako bi mi zaključili to v pravi smeri. In potem smo se dejansko v zadnjem momentu smo se odločili za to zadevo, za samim ognjemetom, ker mislim, da je bilo primerno za taka zadeva, da se zaključi, tako se spodobi. In tudi sam avtor celotnega seta je bil pripravljen za ognjemet. Ampak nismo vedeli, če ga bomo lahko speljali, ne? Ampak na koncu smo ga vseeno speljali in sem res vesel, ker je dal tisti nek, kako bi rekel, češnjico na vrhu torte. Ne? Pravi, da je težko opisati občutke, ko nastopa v središču svojega rojstnega mesta, obdanega z zgodovinskimi stavbami Maribora pred več tisoč ljudmi. Načrti za naprej pa so smeli. Sem res hvaležen za to, kako se stvari odpirajo in jaz mislim, da zdaj EOF je ena taka lepa popotnica za naprej, da gradim zadeve na višjem nivoju in to sem si vedno želel. To je bil za ena taka preizkušnja, če sem zmožen na takem nivoju, na kako naj rečem, svetovnem nivoju kadrovati in delovati. Tako da mislim, da sem to naredil, zdaj pa pač dalje v Sloveniji. Pravi, da je predvsem vesel in zadovoljen, da je za domačo publiko v Mariboru pripravil res poseben nastop. Toliko za nocoj v oddaji Občinski informator. Te dni pa obeležujejo v Lovrencu na Pohorju 30. jezernikove dneve. Zato napovedujejo pester nabor prireditev za ta konec tedna. Denimo jutri s pričetkom ob 20. prirejajo koncert akustični. Slednji bo v ukrepčevalnici Urban s pričetkom ob 20. V nedeljo pa tamkajšnje čebelarsko društvo prireja dan odprtih vrat s pričetkom ob 13. v čebelarskem domu. Prav tako pa praznuje občina
občina Majšperk. Jutri ob 20. bo na trgu Ptujske gore nastopil Tadej Toš. Nadaljuje v soboto 19. avgusta, ko športno društvo Breg prireja spust kajaki po reki Dravini s pričetkom ob 11. V nedeljo pa bo v občini ob 9. uri zajtrk za občane pred domom krajanom Stoprcem. Tekmovanje streljanja v glinaste golobe bo v lovskem domu lovske družine Majšperk skozi ves dan. Od 10. naprej pa se lahko udeležite pohoda po poteh občine in od kleti do kleti. Zbor bo pri športnem parku Ptujska gora. Ob 17. pa športno društvo Breg prireja tekmovanje v namiznem tenisu v prostorih društva Smo teater. Na Ptuju pa se pričnejo rimske igre. Ne zamudite pestrega dogajanja. Lep konec tedna vam želim in ostanite v naši družbi še naprej. Srečno!